V Indiji definitivno v bistvu si verjetno doživel ta prometni šok, ne? Ampak se od tega prometnega šoka lahko mi kaj naučimo tukaj v Sloveniji. Ja. Mi se bolj težko naučimo zaradi tega, ker to je res doživeti promet v Aziji, sploh v Južni Aziji, recimo, to je tak kaos, da tam ti poznavanje prometnih pravil ne pomaga kaj veliko, zaradi tega, ker tam rdeča pa zelena luč na semaforju ne pomenita, da ima en prednost, en pa ne, ampak da ima en mogoče majčkeno več prednosti kot drugi. A ne. Problem pa je, ker se promet nikoli ne ustavi in tam ni prehodov za pešce, kako bo zdaj prišel čez cesto. Ne. In je to cel izziv. Ne. In pol nekako ugotoviš, da moraš ti izsiliti promet. Se pravi, ti stopiš na cesto in moraš iti počasi, gledati promet in jim dati nekako vedeti, da greš ti čez cesto in bodo oni ustavili. Noben te ne bo povozil, ne? A se ti bodo ognili, a pa bodo te prehiteli. Ne? Ampak ti moraš biti samo vztrajen, počasiti, pa paziti, da se ti v koga ne zaletiš. Se pravi, eno stvar se lahko naučimo, komunikacijo v prometu. Se pravi, ja, pa tudi težko, stik, težko zaradi tega, ker tam recimo tudi oni ne uporabljajo vzvratnih ogledal, oni ne uporabljajo stranskih ogledal, oni ne uporabljajo žmigovcev, ne? Ampak tam je trobla glavna, ne? In s troblo oni med sabo se opozarjajo, da sem prisoten. Ne?